Naredite si svoj domači organski vrt kjerkoli. Na vikendu, na terasah, na balkonu, v bližnji okolici hiš, s pomočjo sadilne vreče. To je čisto enostaven organski trajnostni sistem, kajti danes vemo, da je čezdalje bolj oporečna hrana, ki jo kupimo, in v ta namen si lahko pridelamo domačo hrano brez umetnih gnojil in pa agrokemikalij. Zato potrebujemo organsko zemljo plus v sadilni vreči z dodanim organskim gnojilom, potem organsko sožitje za povečanje plodov in pa potem kasneje gnojila za dognojevanje. Ko se zemlja raztaplja, dodamo vsebino gnojila, ki je v vrečki. Gnojila je ravno prav za kompletno pripravo 50 litrov zemlje in zopet dodajamo vodo, postopoma in proces bo tudi kmalu končan. Popolnoma naravna organska zemlja, ki je zelo rahla in zelo dobro zdržuje vlago in hranila, je pripravljena in njo lahko sedaj posadimo na primer plodovko paradižnik. Paradižnik zelo dobro uspeva v takšni zemlji in splošno vse plodovke. Potem vzamemo še organsko sožitje. To je zelo koristna gljiva mikoriza, ki jo dodamo 2 žlički v koreninskemu sistemu, čisto enostavno, in ta bo povečala sočnost plodov. V to vrsto zemlje, v takšno sadilno vrečo lahko sadimo tudi druge rastline, kot so začimnice, naprimer baziliko, peteršilj in podobno, različne solatnice, zelo dobro uspevajo korenovke, tudi krompir, lahko tudi direktno sejemo v samo sadilno vrečo. Jaz se navadno takole tudi malo zaviham, pravi, da dobimo ravno površino. Lahko pa seveda, če nam ta sadilna vreča najbolj ne ustreza, lahko seveda to zemljo presujemo v korita, v lončke ali pa enostavno samo prestavimo v okrasni lonec. Pri zemlji je pa seveda ključno to, da zelo dobro zdržuje to vlago. To je pa zelo pomembno, ker je to pač dvignjena stvar, kot isto kot pri visokih gredah in je slapevanje večje. Zato je zelo pomembno, da je takšna vrsta zemlje iz kokosovih vlaken. Kasneje, ko rastlina zraste, pa je seveda potrebno tudi dognojevanje. Na razpolago so različna namenska gnojila na bazi alg, organskega magnezija in kalcija. To je za plodovke, za jagode, borovnice, ki ga pa ne uporabljamo samo v sadilnih vrečah, ampak tudi je uporabno prav ta trenutek za gnojenje različnih rastlin v našem vrtu in v naši okolici.